Nadaljujmo s temo poravnani dolg. Da bi izkusili resnično srečo, ljudje ne potrebujemo samo le dvig naše samozavesti ali zagotovila, da na vse zadnje smo dobri ljudje. Potrebujemo nekaj več. Božje odpuščanje. Bog je za našo opravičenje in duhovno obnovo ponudil sebe. Jezus ni bil le človek, ki bi ga Bog kaznoval. In oče ni neko sadistično bitje, ki mu je kaznovanje grešnikov veselje. V svoji ljubezni je Bog kot druga oseba trojstva nase prevzel naše grehe, da bi nam lahko odpustil in nas ponovno združil s sabo, z drugim in z nami samimi. Greh zahteva svoj dolg, tako znotraj vesolja, kot tudi pri Bogu. Greh vedno prinaša škodo, uničenje. Nekateri se sprašujejo, zakaj ni Bog preprosto rekel: odpuščeno vam je. On je Bog in navsezadnje, kaj ne more on početi, kar si želi. Odgovor je ne. Ne more, saj dolg greha in njegovo uničenje ne bi bilo obravnavano s potrebno mero verodostojnosti in pravičnosti. Bog je vzel nalogo, da se spoprime z našimi grehi. Postal je človek, umrl je namesto nas, bil je obojen in poslal svojega duha. Tako se je spoprijel z dolgom in uničenjem, ki sta posledica greha. Drugače povedano, Bog je tako zelo spoštoval način, za katerega je ustvaril vesolje, da je z namenom, da reši stisko v vesolju, vstopil v vesolje in se spopadel s problemom. Če bi samo rekel, vsem je odpuščeno, bi mu nekateri lahko očitali opravičeno: ej, Bog, to pa ni pošteno. Igrati moraš po pravilih, ki si jih sam postavil. Odpuščanje ima ceno. Ne moreš samo reči, da nam je odpuščeno. Nekdo mora plačati dolg. Če si sposodimo od banke kredit in ga ne vračamo, ga bo moral vrniti nekdo drug. Eno je odpuščanje in drugo je poravnati dolg. Jezus, utelešeni Božji sin, je plačal ceno in dolg za nas. Plačilo za greh je namreč smrt. Apostolu Janezu so bile razodete nekatere stvari večnosti, ki jih opisuje takole: in peli so novo pesem, vredno si, da vzameš knjigo in odtrgaš njene pečate, ker si bilo zaklano in si svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu, jezika, ljudstva in naroda. Takšno je Božje odrešenje. Bog ni čakal, da bi ga ljubili, preden je z nami vstopil v odnos. Nova zaveza predstavlja Jezusovo žrtev, smrt na križu, srce krščanstva. Jezus je resnično Božje jagnje, ki se je žrtvovalo, da bi lahko Božji mir zavladal v človeških srcih. Prvo srečanje z Jezusom na začetku njegove službe Janez opisuje takole: naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: glejte, Božje jagnje,
ki odvzema greh sveta. Osredotočenost na Kristusovo žrtev za grehe se danes zdi nekaterim nekristjanom žaljivo. Vidijo kot primer izključitve drugih religij. Toda apostoli so prepoznali edinstvenost in superiornost Jezusa Kristusa. Peter je dejal, nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Kristus ni v lasti kristjanov, prav tako ni v naši lasti odrešenje. Ponižno se moramo zavedati, da nismo mi tisti, ki rešujemo sami sebe, temveč smo rešeni po neverjetni milosti, ki smo jo bili deležni preko Kristusa. To je naša popolna odrešitev oziroma popolno poravnanje naših grehov ali dolga. Poravnanje dolga pa ne vključuje le odkupitve za naše grehe, temveč tudi obnovljen odnos. Ko sprejmemo Jezusa, poravnanje našega dolga in ga prosimo za odpuščanje naših grehov, nam v resnici odpušča in duhovno zdravi. Bog po svojem duhu celi naše rane, ki jih je povzročil greh. Zato moramo razumeti in dojeti, da naše odrešenje gledamo kot ozdravljenje. V bistvu je greh povzročil okužbo v človeštvu, ki uničuje tako nas, kot vse Božje stvarstvo. Kristusova popolna božanskost ozdravlja in obnavlja naše padlo človeštvo. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nam, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Odrešenje ni samo odpuščanje, potrebujemo tudi ozdravljenje. Bog celi odnose, praznino v duši, osamljenost, zlorabe, odvisnost, razkole in podobno. Prednosti poravnanega dolga, upravičenje naših grehov je mnogo. Nova zaveza opisuje Jezusovo delovanje, posredovanje, katero nam je prineslo mnoge blagoslove. Postali smo odkupljeni, opravičeni, očiščeni, svobodni, posinovljeni Božji otroci. Kristjani potrebujemo polnejše razumevanje odrešenja, ozdravljenja, ki nam je prineslo poravnanje našega dolga. To je temelj za novo življenje, ki ne temelji na naši pravičnosti, ampak odplačanem dolgu na križu. Prinaša nam odpuščanje naših grehov, posinovljenje, da se lahko kot Božji otroci učimo in živimo življenje, ki je po Božji volji. Pomeni, da ne hrepenimo le po življenju, ki bo sledilo temu življenju večnosti, temveč želimo tudi od tega življenja čim več. Lepota krščanstva je življenje, novo življenje. Odpuščanje je čudovito in ima zdravilno moč, tega se moramo veseliti.
Jezusova poravnava dolga nam omogoča sprejetje Svetega Duha, novo življenje. Pavel je bil človek poln energije, ker je črpal iz Božjega duha. Da pa lahko živimo v polnini in moči Svetega Duha, moramo razumeti odplačan dolg. Moramo razumeti, da je vsa naša pravičnost in zmagovalno življenje od Boga. Božja beseda nam razodeva. Njegova božanska moč nam je podarila vse, kar je potrebno za življenje in pravo pobožnost, prek spoznanja tistega, ki nas je poklical s svojo slavo in odličnostjo. Po njiju nam je podaril tiste dragocene in največje obljube, da bi po teh postali deležni božanske narave in obežali pred svetno poželjivo pokvarjenostjo. Molimo in prosim Boga, da nam razodeva in odkriva temo o odplačanem dolgu, upravičenju, pravi pobožnosti, da vse bolj razumemo, kako velike in dragocene obljube smo prejeli v Bogu, da lahko živimo v pravi svobodi in polnini že tukaj sredi greha in pokvarljivih stvareh, ki uničujejo človeška življenja. Amen.